evo dobra novica, še nekaj mest prostih je za 20.12., ko bomo imeli en tak poseben dogodek, priložnost za druženje in sicer energijska priprava na leto 2017. Torej 20. decembra v industrijski coni Stegne, se pravi v Ljubljani. In za prijavo lahko se prijavite preko info@klepet.kavi.si ali pa preko telefonske številke, če nimate dostopa do interneta, 02 6200 230. To bo tista ta prava telefonska številka. Vsekakor pa je veliko zanimanje tudi za januarski vikend za dušo, ki ga organizirava z Minko, avtorico knjige Ko imajo hormoni žur. No, takrat se bomo pa tudi fino in fajn imeli in vse te informacije najdete torej na www.klepet.kavi.si ali pa, kot smo rekli, enostavno pokličete. Moram reči, da sem ta mesec zelo uživala in sicer v vlogi dostavljavca. Ampak malo drugačen. Ja? Dobar dan, kje je res dostava? Jasmina. Tatjana. Evo, smo vam... Osebno je. Ja, kar osebno. To pa res lepo. Tole je potem to. Tole. A tole? Aha, no. Ja, je čirka, ona je v Zelandiji, pa je z Nove Zelandije naročila. Je rekla, ti pa nekaj pripravljeno, tako da... Aha, iz Nove Zelandije. Ja, in jaz bom zdaj to v Novo Zelandijo poslala. Okej, zanimivo, zanimivo. Evo, no evo, ta pravi naslov vse. Smo rekli, da pride bo kar osebno. Ja, zelo lepo, večkrat vas gledam, poznam vas, zelo ste simpatična, tako da sem prav vesela. In Moldavit ste si naročili. Ja, no to ste si naročila, zdaj moja hčerka in fant. A res, oba dva? Ja, super. Dva Moldavita ba je. To je to. Ja. In v Novo Zelandijo potujete. Ja, in potujete, sta že ona dva tam. Sta že, ampak ta dva Moldavita. Ja, točno tako, ja. Super. Ja. Super, no. Evo ga, potem je pa tole. No, tale obisk je bil zelo prijeten. Res me razveselili, da grejo Moldaviti tudi v Novo Zelandijo, ker dejansko kamorkoli grejo in vsi, ki jih nosimo okrog ali pa pač kot ročni kamen, se dejansko povežemo tudi med sabo srčno čakro in to povezovanje je tukaj pomembno in sem vesela, da se te stvari dogajajo. Pa so mi mnogi že rekli, svet je že itak preveč pokvarjen, preveč kapitalističen, preveč mim in vse ostalo in nočem verjeti tega oziroma ne verjamem tega in tukaj vidim, da je povezovanje bistveno in evo, povezujemo se ne samo med Slovenci, zdaj še s tistimi, ki živijo v tujini in tukaj se je že zgodilo, da se naše stvari pošiljajo tudi v druge države in res, wow, hvaležna, zelo hvaležna.
Neverjetno. No, v tem mesecu sem dostavila kar nekaj sporočil iz druge galaksije za dušo in tale trenutek sicer nimam gor uniforme, ta prave, ampak bom vseeno tole dostavila z ljubeznijo moji kolegici, ki se že dolga leta poznava, Taji Veroti. Lepo prosim, evo, upam, da ti bo prijetna zgodba za vse, veš, za otroke in odrasle. Najlepša hvala. Lej, mogoče boš pa malo kakšnim vnukom lahko tudi prebrala, ne? Z velikim veseljem. Sploh bom pa to knjigo v resnici z velikim veseljem predstavila, ko sem prej gledala in sporočila in slike od Katarine. Fantastično je. Hvala. Hvala tebi. Danes pa se midve druživa z enim posebnim namenom in sicer že smo govorili o tem iz strani Džotiša, pa Feng Shuja, pa Dušan Donko nam je povedal, kar se tiče leta 2017, ampak numerologija je tako izjemna znanost, da dejansko sem rekla, lej, morava se še enkrat usesti pa malo konkretno pogovoriti o vsem tem energijam, ki dejansko prihajajo, kako si ljudje zračunajo tudi vse te stvari sami in kako lahko vedo. Ampak začniva z osnovo. Osnovo torej nekega leta, ki ga pogledamo numerološko, je, da seštejemo vsa števila leta skupaj, ali kako? V bistvu ja, vendar je pri tem zelo pomembno, katera števila stojijo skupaj. Zato, ker imaš drugo leto je leto 1, to je 10, kolo sreče, spremembe, je pa velika razlika, ali se začne s 1900 pa nekaj, ali se začne s 2000 pa nekaj, ne? Meni je všeč numerologija predvsem zaradi tega, ker je dejansko kot en nasvet, kaj bi bilo dobro početi za to, da lahko mi zajahamo ta svoj val sreče. Tista, kar nas bliže k nam pelje, kar nam da večjo notranjo moč, ker čisto vse, kar je na tem planetu, ima svojo dvojnost. Ima nekaj dobrega, ima nekaj slabega. In dejansko, če mi vemo, kaj se nam ponuja, imamo možnost izbire dobrega, če delujemo v tej smeri. Za enko si vprašala, za leto si vprašala, ne? Ja, to leto je dejansko kot nov začetek, ki postavlja temelje, nova semena za vse nove zadeve, za nove ambicije, nove poslovne projekte, nove ljubezni, nove poroke, otroke, nove knjige, ki imajo drugačno vsebino, drugačno noto, ki niso namenjene v ozadju izključno zgolj samo za profit, ampak da vključujejo tudi neko sodelovanje med ljudmi in danes v resnici najbolje uspevajo vedno bolj projekti, kjer različni ljudje sodelujejo med seboj, različni strokovnjaki. Se pravi povezovanje. Absolutno. To je celo 2000 let, na primer. Tale dvojka v začetku, ko imaš 2017, 2000 let je dejansko na svet numerologije, ljudje dajte se malo povezati. Začnite drugače sodelovati med seboj, kot ste prej in zraven je tale 0, ne? Kar pomeni, vrnite se nazaj v praznino, začnite znova. Način, kako se delujete, ni ravno tisto, kar bi vam dal dobre rezultate. Začnite na nov način, enka je zraven z novimi načini in 7 bolj tisto, kar ste res vi kot vi. Maske dol. Ja, nekako bolj je to tisto, več prebuditi srce, manj oziroma oboje hkrati. Jaz nisem zagovornik, da treba stran dati, no. Včasih ga imam še premalo, ampak da človek bolj sledi tistemu, kar mu srce govori, ob čemer žari, kar ga osrečuje, potem je pa zelo dobrodošel, da naredi strategijo, kako do tega prijeti. Ampak ravnovesje sodelovati morata oba dva. Ja, absolutno, da. Zdaj, v tvoji knjigi, mislim, jaz težko shajam brez nje, ker veliko krat kaj pogledam, je tudi način, kako izračunati, se pravi, osebno leto. In evo, pripravili smo tole fotografijo, pa bi seveda potrebovali še dodatno razlago. Tukaj smo dali kar tale primer, če ste rojeni, ne vem, 28. avgusta, katerega koli leta, ste v letu 2017, osebnem letu 1. Se pravi, kako se zdaj to zračuna? Čisto tako, kako je prikazano. Najbolje je sešteti vse stvari, oziroma dan in mesec sešteješ na eno cifro in dobiš bioritemsko število. In zraven prišteješ še seštevek letnice in dobiš tvoje osebno leto. In dejansko je tisto, kar je nam usojeno. To je na nek način se kaže v tej časovni kodi. In ta časovna koda je sestavljena iz prepleta enih 3 števil, ki oblikujejo to kolo.
To je neko univerzalno leto, tekoče leto, ki pač daje okvirje, kam se usmerja energija, kaj je tisto, kar ima možnost, da zraste. Osebno leto ima pa vsak posameznik drugačno in se bolj nakazuje, kaj je pa pametno, da on začne najprej, zato ker tisto bo podprla energija, tam bodo najhitrejši rezultati in seveda tudi od naše starostne dobe. Glede na to, a smo stari 14 let ali 40 let, je majčkeno razlike potem, kaj deluješ in kako deluješ. Zanimivo. Osebno leto je torej tisto leto, ki nam tudi malce zašepeta, kaj je dobro dejansko, da naredimo. Ja. Če bi lahko pri vsaki številki recimo en stavek, torej ljudje, ki si bodo zračunali, če so v osebnem letu števila 1, so tem novi začetki, ne? Nasploh. Zdaj, če si bodo ljudje sami izračunali, v katerem osebnem letu so, ne? Jaz bi rada še enkrat res poudarila, energija je ogromna, ki prihaja. Vendar jo je potrebno uporabiti, ker energija se bo vedno nekam usmerila. In če jo mi uporabimo za tisto, kar si želimo, imamo dobre rezultate. Sicer se pa zna zgoditi, da pač energija nekam udari, ker nekam mora iti. Nekje se mora zmanifestirati. In ponavadi pač po zakonu privlačnosti oziroma ali pa po zakonu gravitacije. Nizke stvari, težke stvari so tiste, ki najbolj padajo. Zato smo takoj v slabem razpoloženju, lahko slabe stvari se ti zgodijo mimogrede, za dobre se moraš pa malo potruditi, naprimer, ne? Tisti, ki bodo v osebnem letu 1, to je dejansko najboljša podpora za vse nove začetke. Ampak kje? Tam, kjer že zdaj ljudje niso zadovoljni. Naprimer, ljudje, ki niso zadovoljni v službah, ki niso zadovoljni na svojem poslovnem področju, preprosto najboljša pomoč prihaja v tem letu, da si najdejo strategijo, kako priti do nekega novega dela, kako priti do drugačne zaposlitve ali do drugačnega posla, kako stvari spremeniti, izboljšati na boljše, če se vemo, pa tukaj malo vklopimo tudi razum in naredimo neko strategijo, kaj je potrebno za to narediti, ker leto zahteva aktivnost. To je prav potrditev tistega Einsteinovega. Če ne delaš nekaj drugače, ne moreš dobiti drugih rezultatov. Norci, ne? Če misliš, da boš isto delo, pa da bo kaj drugače. To je definicija norosti. Ja, tudi v osebnih odnosih, naprimer, ne? Marsikdo v osebnih odnosih ni najbolj srečen, ni najbolj zadovoljen, vendar je ogromno nekih okoliščin, zaradi katerih ljudje ne naredijo korak naprej. Največkrat so to strahove. Ali bom nekaj izgubil, izgubila. Ali se bom nekomu zameril, zamerila. Ali ne bom uspela sama, naprimer, ne? Leto daje dejansko moč, da ti prisluhneš, kaj si v resnici želiš. In da najdeš način, da to poveš. Da gre za tem. Samski se jim pa lahko zgodi v resnici njihovih 5 minut na področju ljubezni. Pa upamo, da bo trajalo le 5 minut, ne? Lahko traja dolgo časa. Dolgo časa. Evo, kaj pa osebno leto, se pravi številka 2, dajmo še enkrat pokazati formulo, kako si boste to izračunali, torej, če boste v osebnem letu 2. Kako potem, če bo osebno leto 2? Če je osebno leto 2, tukaj imajo ti ljudje v bistvu najmanj možnosti uporabe svobodne volje. Ker v tej časovni kodi se potem nekako zgodijo tiste stvari, ki so nekako že malo namenjene. Ni veliko, neke male pa so. Poudarek pa je predvsem na 2 zadevi. In to so odnosi, ali nova služba, ali konec službe, ali nov posel, ali konec starega posla, ali poroka, tam, kjer se imamo radi, ali skupno življenje, gremo skupaj, ali razdor. To je vse na ali. In dejansko je to leto tisto, kar se ti zgodi samo od sebe, na nek način pomoč usode. Če ljudje nimajo dovolj časa nekaj zapreti, nekaj narediti, zato ker jim je namenjena sreča, imajo možnost za sreče, ampak tisto je pot v tej smeri, ne? In ljudje vztrajno hodijo v drugi smeri, je potrebno nekje jih zaustaviti. Kaj pa 3? 3 so novi načrti, nove ambicije, rojstvo otroka. A res? Krasno. Rojstvo novega načrta. Bolj kot so neke nore ideje, močne ideje, bolj se podprejo. Če pa ljudje tega ne počnejo, da ne izkoristijo te
pomoči za neko ustvarjalnost, se pa zna zgodi, da prije na čustvenem področju mečkan do kakšnih nihanj, kaj jaz vem. Kakšno srečanje z nekom, ki te čisto vrže v druge dimenzije, pa nima prav veliko možnosti, da bi se iz tega kaj zgodilo. Kaj pa tisti, ki so si izračunali, da bodo v 2017 v osebnem letu 4? To je prekrasen čas za spremembe na poslovnem področju in na področju zdravja. In takrat se prav pravi, uporabite to idejo, da boste naredili nov poslovni korak naprej. Ker če ga ne boste, izgubite ena izjemna darila, dragocena semena in so potem težave na tem področju in se usmeri lahko energija na zdravje. Tam pa nažalost gre lahko ali za padec, največkrat, lahko gre pa tudi za čudežne ozdravitve. Krasno. In tukaj so krasne operacije. Tisti, ki imajo kakšne operativne posege, so ponavadi resnično zelo uspešne. Odlično. Petka, osebno leto 5, torej če ste si izračunali, da bo 2017 za vas osebno leto 5. Tale petica največkrat nakazuje na spremembo v načinu razmišljanja, dojemanja sebe, sveta in morda tudi lastne pomembnosti, kar nas ponavadi kar fajn blokira, da ne moremo zadihati tisto, kar bi radi, ker imamo občutek, joj, bom kaj narobe naredila, ne bom več dovolj pomembna, me ne bodo imeli radi, moj renome pada v ugled in tako naprej. In ta zadeva zahteva zelo visok davek, posebno zaradi tega, ker tudi ne upamo slediti svoje ustvarjalne iskre, ker jo sami blokiramo. Petica daje možnost sami od sebe, da rečeš, wow, nov veter je, nekaj se je odprlo. In to je odličen čas, da človek gre na kakšna potovanja, malo kaj prebere, malo se izobražuje, dela nekaj novega, ker enostavno vidi svet iz drugega zornega kota, kar mu dalje olajšamo. Odlično! Evo, upam, da ste poslušali tisti, ki ste v osebnem letu 5 v letu 2017. Kaj pa šestica? Šestica, glavno obeležje, glavna energija se bo na dom in na družino. To je domače ognjišče. In tukaj lahko marsikaj potem izkoristimo in izboljšamo. Kot prvo je to čist dom kot dom, čist fizično. In je dober čas za dekoracijo, za ureditev doma, za adaptacijo, pa tudi za nakup. Za napis nepremičnin ali kaj takega, naprimer. Po drugi strani predvsem pa gre seveda za odnose. In to je čas sodelovanja. To ni čas razhajanja. Tudi kakšne pare, ki se znajdejo dalj časa v krizi. Jaz bi preprosto rekla, če se prej niste razmišljali o razvezi, počakajte to leto. Pojdite raje na kakšno skupno potovanje. Pa se bo razvilo. Malce sva s časom, dejva hitro še sedmico, osmico in devetico. Zelo na kratko. Na hitro, sedmica daje drug vidik, kdo sem jaz v resnici. Ne to, kako me drugi vidijo, koliko sem pomemben, kdo sem jaz v resnici v svoji duši. Najboljši čas za izobraževanje tistega, kar te po duši veseli, ne kar je tržna niša za prodati. Osmica? Materialno število, prodaja, nakupi. Ampak tukaj je, vsaka stvar je pa takole, odvisno od osebne kode. Nekatera grejo težje skozi, nekatera lažje. Devetka in enka se najbolje ne podpirata. Seveda da ne. Kar pomeni, osebno leto 1 pravi, stopi naprej, začni nekaj novega. Osebno leto 9 pa pravi, končaj staro zadevo. Ne začenjaj nič novega, ne? Ampak je to odličen čas, da na drug način končamo tisto, kar prej nismo mogli končati. Nekdo, na primer, študira toliko in toliko časa in ne more diplomirati. Prekrasen čas, da malo spremeni strategijo izobraževanja, pa da diplomiraš. Ali da končaš tiste stvari, ki ti prej niso uspele. Vse, od zdrave prehrane do odnosov izboljšanja. Tako da v resnici je to leto, enka, ki prihaja, leto, ki nam daje ogromno semen sreče, ogromno možnosti, od nas je pa odvisno, če bomo aktivni, da bomo to pobrali. Samo od sebe pa se ponavadi ne dogajajo dobre stvari. Aktivnost je dobesedno zahteva tega leta.
Najlepša hvala, Taja, za vse te informacije, ki si jih podala. Takole, spoštovani gledalci in gledalke, čas za akcijo in čas za nove začetke. Vabljeni tudi 20.12. na posebno predavanje, pravzaprav delavnico na energijsko pripravo za leto 2017. Marsikaj bomo počeli od tega, da bo ena krasna meditacija, taka prijetna zvočna kopel in seveda tudi konkretni nasveti, recepti, kaj je treba narediti, kako je treba narediti, zakaj je treba narediti, na kakšen način. Tako da pridite z beležko in prijavite se torej lahko že danes na predavanje 20.12. Torej energijska priprava na leto 2017, 026 oziroma, če imate dostop do interneta, lahko kar preko info@klepetobkavi.si. Čas je za leto številka 1, čas je za nove začetke, nov pogled. To je to. Hvala lepa. Če si slišal oziroma slišala kaj zanimivega, daj potem deli tale posnetek s svojimi prijatelji na Facebooku, kjer nas seveda tudi najdeš pod Klepet ob kavi. Sicer pa raziskuj naprej vse Klepetove posnetke na YouTube kanalu in ne pozabi preveriti tudi spletne strani, in sicer www.klepetobkavi.si. Tam najdeš kup zanimivih novic, brezplačnih meditacij in drugih informacij, ki jih lahko porabiš za to, da boš živela oziroma živel bolj kvalitetno življenje.